Ok, lepo pozdravljeni, torej vsi skupaj, ki ste se nam pridružili tukaj v živo. Na našem prizorišču, tukaj v Kinu Vitalu, na Mesarski. In sicer tokrat bomo v naši epizodi modrosti kineziologije govorili z našima dvema kolegoma, in sicer Žan Zupančič in pa Aljoša Kuzmanovski iz Zavoda Spoznaj prehrano. Kot veste, že večkrat smo tudi posneli kakšne oddaje tako z Žanom, kakšne posnetke z Aljošo, tako da tudi seminarje smo že imeli skupaj, tako da že nekaj časa skupaj sodelujemo na področju, torej mi vadbe, oni glede prehranskega svetovanja. Vidva sta sicer kako že inženirja, magistra inženirja prehrane. Super. In odločili smo se, da danes govorimo na splošno o prehrani in da skušava z Lukatom vprašati čim več zanimivih, perečih, uporabnih vprašanj, da vam bodo prišla prav, kako se orientirati pri prehranjevanju in zdravemu načinu življenja. Torej, najprej pozdravljeni vsi skupaj, ne? Zdravo. Pozdravljeni. Da začnemo, torej, kako sem mislil otvoriti tale naš pogovor. Zadnji sem videl en vaš članek, ki mi je bil zelo zanimiv. In sicer v današnjem času so zelo popularne tele testiranja, koliko smo tolerantni, netolerantni, koliko smo alergični, nealergični na določena hranila in živila. Torej, veliko se o tem govori in piše. Vi ste spisali, eden od naših kolegov je spisal članek na to temo in zdaj, me zanima, torej, kaj imate za povedati torej, o teh trenutno zelo modnih testih o toleranci ali netoleranciji na hrano, živila. Pa bom jaz mogoče. Ja, kolega Jerne je drugače spisal en super članek, je pregledal literaturo. Torej, kakor si sam povedal, zdaj ogromno se govori, ogromno se piše o alergijah, o intolerancah in tudi dejstvo je, da je porast alergij in tudi ljudje imajo težave in pol se večino težav se povezuje s hrano in takoj se grejo delati razni testi. Ne? Zdaj, kar je Jerne tukaj super razložil oziroma dokazal, kar znanost pravi, da v bistvu ti testi intoleranc nam ne povedo točno, konkretno, na katero živilo smo mi intolerantni. Aha. Tako da zdaj, to je v bistvu... Ponovadi pokažejo, ne, tiste X... Tako, ja, sam postopek je tak, da v bistvu se odzame kri, se ponavadi se pošlje na pregled v tujino, ne vem, naprimer v Nemčijo, in da v Nemčiji delajo te teste, in potem se testira za 10 živil, nekateri testi oziroma nekateri laboratoriji delajo tudi do 100 živil. Pregledujo in oni ugotovijo v bistvu, s katerim živilom smo mi bili v kontaktu v zadnjem obdobju. Aha. Torej, te se gleda preko protiteles IgE in v bistvu mi vidimo, torej ti testi pokažejo, kot sem rekel, s katerim živilom smo mi bili v kontaktu v zadnjem času. Ja. Se pravi, ne tega, na katero živilo smo mi intolerantni, ampak samo v katero živilo smo bili v kontaktu. In na katero živilo smo potem razvili protitelesa? V bistvu ta protitelesa se kažejo, pojav tega, da smo pač zaužili to živilo, se potem ponavadi jih tako naredijo, da obarvajo ta živila rdeče, modro ali pa zeleno. In zdaj, naprimer, če imaš ti, zmišljujem si, 5 živil z rdečo obarvanih, se pravi, da se teh živil moraš nujno jih izločiti za prehrano, imaš rumeno obarvana živila, se pravi, da ta občasno delo povzročajo težave. In da še vedno pravim, kar smo tudi mi v praksi ugotovili, da je najboljši pokazatelj oziroma najboljše reševanje teh težav je enostavno izločevalna dieta oziroma da določeno živilo, za katero sumimo, da lahko povzroča težave, enostavno izločimo iz prehrane za 14 dni in potem vrnemo nazaj in potem vidimo, kako v bistvu telo reagira na to. Torej, nakratko, uporabno ali neuporabno? Neuporabno, tako. Bom rekel, neuporabno. Ljudem je lažje plačati 50-100 evrov, kakorkoli, da dobijo nekaj na listu papirja in se potem tega držijo. In zdaj, naprimer, če se izloči 25-30 živil, je ok, bo zagotovo oziroma zelo verjetno.
Zelo verjetno bo eno izmed teh živil tudi to živilo, ki pravzaprav povzroča težave. Vendar kaj se dogaja? Druge težave so to, da se enostavno preveč živil izloči in se zelo osiromaši prehrana. Ne? Tako da imamo tudi primere, ko so osebe, ki imajo že tako nizko telesno maso in potem se jim svetuje še morate to in to in to in to izločiti. In potem na ta način dolgoročno je zelo nezdravo. Če pogledamo čisto iz vidika, ponavadi se zgodi, da ta oseba, ki gre na te teste, izgubi tudi potem težek, glede na to, kar jim svetuje. Ampak v bistvu nič čisto nič drugega, kot če v bistvu tebi osebno vzememo, recimo, da ješ veliko testenin v dnevu kot tekač, da ti vzememo testenine. Vzememo ti neko bazo, eno tvojo izbiro in potem se iščeš, kaj bi tukaj nadomestil. In nikoli ne moraš nadomestiti toliko več in boš tako avtomatsko zaužil manj energije preko dneva in to se bo poznalo na izgubi telesne teže. To ni zdaj nič magičnega, kar bi se kle zdaj zgodilo, da bi bilo tisto živilo krivo, ampak zgolj na ta način se zniža energijski vnos in pač telesna teža temu primerno pade. Ne? Ja. Vse to je tudi ena stvari, ki se namotim, če si jo tudi pripravil, so te razne aktualne diete. Verjetno je lahko podobna zgodba zadaj za katero dieto. Ne? Dejansko je... Vzameš isto neko... Tako je, vzameš zdaj izbiro, ne? Ali je to zdaj paleo dieta, ali je to zdaj ketonska, ali je to kakršnakoli zdaj beljakovinska dieta. Nečesa poješ se v presežku, ne v takem presežku, zdaj, da bi nadomestil vse, na tiste energijske potrebe, nečesa se pa izogneš. Ne? Ampak tako, kot je prej Aljoša izpostavil, je tudi, čim si eliminiraš določena živila, tam te manjšo prehransko pestrost imaš, to pomeni, da če dalje težje boš vse hranila zaužil tako, kot je potrebno. Ne? Ker vsako hranilo, vsako živilo v prehrani ima svoj pomen, vsaka skupina ima svoj pomen, da dobivamo določene hranila. Zdaj, tako, kot so beljakovinske za beljakovino, tako, kot so recimo druga za kalcij, železo, vse, ne vem, cink, podobno. Ti imaš rekel to, kakšno vprašanje kot sveži paleojedec. Nisem glih zvest. Ampak dobra. Nisem glih zvest, ampak ko smo že glih omenili tele paleo, pa keto, pa te razne diete, torej iz tega manj. Torej, ko si ljudje omejijo, torej nabor hrane, pa ga morajo pač ta manjko nadoknaditi nekje drugi. Mogoče date lahko par kakšnih nasvetov, torej vsem tistim, ki so se odločili za kakšno od teh najbolj pogostih diet, torej veganstvo, vegetarijanstvo, paleo, ketonska, nekaj od tega. Torej, kako v bistvu naj zažijajo, torej, če želijo aktiven življenjski slog, torej, katera živila so nekako najbolj smiselna, tudi kar se tiče cenovno. Ja, pa kje so manj te nevarnosti, kot si rekel, nekdo lahko enostavno bolj premalo vnaša, pa želi kljub temu nekaj trenirati, da seš nek napredek na področju mišične mase, če ima ta korelacija s temi dietami. Vsak se mora zavedati, kaj izloča. Tako, idealno, popolno je bilo, da ne je bilo potrebno izločati ničesar. In tudi mi stremimo k temu, da ljudem prehrano približamo na način, ne tega se moraš bati, ampak da imamo vse v nekih smiselnih razmerih, lahko jemo vse. Vendar kar je tukaj problem, nastaja to, ker ko človeku poveš, lahko ješ vse, ga s tem zmedeš. Ker smo enostavno taka izbira danes, da je potrebno potem določeno znanje, da ti veš, lahko vse, ampak to ne pomeni zdaj, da lahko jaz se prenažiram vsega, kakor si želim, ampak da imaš kvalitetno postavljeno prehrano. Zdaj, kar se sami diet tiče, z vidika telesne mase so učinkovite, ker ko ti nekaj izločiš iz prehrane, kot smo prej rekli, bomo najverjetneje na račun tega zmanjšali energijski vnos in bomo dosegli želeno telesno maso. Vendar pri vse diete oziroma nobena dieta ni vzdržljiva na dolgi rok. Tukaj, kar so rezultati študij, po 2 leti se ljudje ponavadi lahko držijo v študij, pol pa se praktično obrnejo z nekim starim prehranjevalnim. Seveda so izjeme, da ne bomo se recimo dober primer je kle veganska dieta, ki dejansko sloni na čisto enih moralnih, etičnih načelih, oziroma na prepričanjih nekoga, ampak da se tudi recimo z vegansko dieto čisto
normalno shajati. Tudi v športih moči, ne? Ja, tudi v športih moči, naprimer, ampak so pa določena pravila fiziološka, katera je treba spoštovati. Ne? To pomeni, da določena hranila moraš zaužiti. Ne? Tako je potreba po dodajanju B12, ne neki sanja, da ga boš dobil iz neoprane zelenjave, ki so ga proizvajale bakterije v zemlji in podobne, kot nekateri navajajo. Ga moraš pa seveda dodajati. Ne? Isto enako podobno velja za železo. Že tako je recimo pri športnikih, kateri grejo na priprave na višino, zna biti za recimo to problematično in dobro preventivno dodajati. Ne? Zdaj si pa predstavljamo še nekoga vegana, kateri iz svojih verov je že tako težje izkoristljivo, oziroma mora imeti mogoče recimo kakšno znanje, da doda zraven C-vitamin, da mogoče kakšen beta-karoten, isto poveča absorpcijo tega. Ampak če ta oseba nima tega znanja, to pomeni, da bo pri tem prikrajšan, bo absorpcija železa slabša, tukaj bo imel povečano tveganje. Enako velja zdaj za beljakovine. Ne? Če ne bo recimo pogledal na embalažo pa preveril, koliko je dejansko noter beljakovin, da se jih lepo porazporedi, kakršno so načela športne prehrane, 20-40 gramov beljakovin na obrok, ne? Potem bo tukaj prikrajšan. Ne? Tako da je pa treba tudi vedeti, da so malo slabše izkoristljivo oziroma slabše delujejo na povečanje mišične beljakovinske sinteze rastlinske beljakovine. Tako da je tudi treba biti pozoren. Ne? Ampak tako, kot sem rekel, zdaj, to si na en način otežuješ življenje, ampak ja, na račun tega, da si ti moralno, etično, kakorkoli bolj primeren oziroma sebi narediš tako uslugo, ja, zakaj ne? Oziroma, če ti tak način prehranjevanja ustreza, ok, sam spoštuj naravne zakone oziroma, ne? Da je telesu to, kar rabi. Torej, načeloma je čisto samo iz rastlinske prehrane, nekako ne moremo zadostiti čisto samo fiziološkim potrebam. Ne, že po B12 vitaminu je nemogoče to vsak vegan mora dodajati. To v bistvu, potem so pa težave, ki se pojavljajo. To se pa dodaja preko dopolnil? Prek dopolnil, ja, okay. Tako. Pa so pa težavna hranila so še železo, pa cink, kar sem jih omenil, to se zna pojavljati, ja, drugače po beljakovine niti ni tak problem, če normalno se prehranjuješ oziroma raznoliko, da si malo pozoren na vse skupaj. Tako da, ali pa dodajaš se zraven v obliki kakšnih prehranskih dopolnil. Tako, kot sem rekel, treba je biti dosleden, treba je dati več pozornosti svojih prehrani, kot recimo nek vsejedec, da pa se. Ja. Več časa se može delati to. Tako je. Ja. Vse, če smo glih pri dopolnilih, mogoče kakšne take stvari, ti vem, da si pri nas že govoril o tem na tisti delavnici. Ja. Mogoče, kjer so kakšne take stvari, ki so najbolj tako dokazljivo, da res imajo nek efekt, kjer so bolj take, mislim, na trbi cel kup nekih prehranskih dodatkov in vsega, kjer je mogoče take, ki jih večkrat recimo svetujete komu, športnikom ali pa tako čisto običajnim ljudem. Kjer se dejansko res plača? Ja, kjer so pa bolj take, ki so prodajani megle. Bo Aljoša povedal za healthy lifestyle oziroma tako za nekaj vsakdanje osebo, pa je za športnika. Okay. Najprej, kar se moramo pri prehranski dopolnilni zavedati, je to, pri prehranski dopolnilni ni nobene kontrole. Pač mi v Sloveniji pride na trg praktično karkoli želi prideti, lahko pride. Pravi neke klinične študije zadaj, ki trajajo več. Tukaj za prehranska dopolnila pač enostavno ni preverjeno. Druga stvar je, ker nas zanima prav tako, koliko bo dejansko učinkovine v tem prehranskem dopolnilu. Ker tudi mislim prepričan, če je Zveza potrošnikov delala teste, ki so dejansko ugotavljali, koliko je te učinkovine, za katero se prehransko dopolnilo kupuje in so dejansko bili katastrofalne rezultate. Se pravi, tudi če piše, da imamo, izmišljujem si, vitamin C. Naprimer, ja, mogoče bodo zanemarljive vrednosti, ki so sicer drugačne zabeležene na prehranske tabele. Se pravi, pač to so dve stvari. Tretja stvar je spet, koliko učinkovine bomo mi sploh absorbirali, oziroma koliko bo prišlo v krvni sistem. To so vse. Tukaj treba tudi vedeti, recimo dražja prehranska dopolnila oziroma recimo liposomalna,
so recimo dražja, boljše izkoristljiva, kot recimo kakšna druga. Ne? Pa tudi recimo oblika, da navedem primer, recimo kakšen magnezijev oksid je dosti slabše izkoristljiv, kot pa mogoče citrat. Ne? In vsa ta, recimo, da zdaj omenim kakšna šumeča tableta, ne moreš tam pričakovati, da bo najboljša oblika noter, je najcenejša in vse, tako da ni to najboljše. Ne? Tudi recimo v kakšnih teh, kaj pogledam, multivitaminskih kapsulah, pa tiste, ki so ponovno cenejše, to so vse slabše. V katerih primerih bi ga videl sploh predlagali, da se jemlje, ker predvidevam, da zagovarjata uravnoteženo prehrano, kjer v bistvu dopolnil nekako ne potrebuješ. Kdo ali kaj potem ne bi sploh potreboval? V bistvu ti moraš enostavno poznati prehrano človeka, ne? Ti moraš najprej vedeti, kako se oseba prehranjuje, kakve prehranjevalne navade ima in na podlagi tega se lahko v bistvu sploh da kakršnakoli priporočila. Mi bi v samem štartu bi raje predlagali izboljšavo prehrane kot take, če to do določene stopnje se izvede, je izvedljiva in vidimo, da še vedno so neke rezerve, na katere moramo vplivati, se posega po prehranskih dopolnilih. Tukaj, kar se tiče, mogoče, kar bi bilo vredno izpostaviti, je vitamin D. Vemo, da smo v Sloveniji na taki legi, kjer enostavno čez zimo ne dobimo dovolj sončne svetlobe oziroma UV žarkov, zaradi tega ne moramo sintetizirati dovolj vitamina D, zato je smiselno dodajati. Ampak prav tako se moramo zavedati, če imamo mi genetsko ali kakršnokoli drugo obliko, da imamo dovolj vitamina D že v krvi, ga spet ni potrebno dodati. V Sloveniji večinoma bi morali uživati. Ok, ko smo želeli pri teh dodatkih, kaj pa super živila? Super živila... So res super. Ali pa živila, ki so jih odkrili starodavni Maji. Zdaj tako, to niso zdaj nobena super živila, to je zgolj marketinško poenovanje, ne? To dejansko ne obstaja. Lahko jaz zdaj kot Slovenec poimenujem borovnice kot super živilo, ne? So polno enako antioksidantov, lahko poimenujem jetrca super živilo. Nobeno živilo nima toliko vitaminov, mineralov, kot jih imajo jetrca. Tako da to je zgolj neko poimenovanje, da narediš nekaj superiorno oziroma boljše kot nekaj drugega, ampak dejansko ni pa to nič superiornejše v primerjavi z kakšnim živilom, ko ga najdemo pri nas. Plus vprašanje je, kaj se zgodi z to antioksidativno aktivnostjo teh učinkovin po transportu iz Južne Amerike oziroma podobno. Torej, načeloma bi rekla, ali kupujemo ali ne kupujemo super živila, raj ne. Posegamo po kakem fermentiranem zelju, česen. Torej cenejši, boljši cost benefit. Torej boljši koristek pri tej ceni pri navadnih življih. To se mi zdi kar. Če se dotaknemo pa, kar se tiče športa. Pardon, smo pozabili na to. Je pa tako, ne? Zdaj recimo v prvi vrsti kofein ima dokazano učinkovitost in pri športih moči in pri vzdržljivostnih športih. Nekako tako doziranje od 3 do 6 mg kofeina zdaj na kilogram telesne mase. Okay. To je koliko konkretno kaj, 2 šalci kave na dan? Zdaj, moramo se zavedati, da ena normalna kava ima nekako 60 do 70 mg kofeina. To pomeni zdaj, recimo za ene 60 kg tekača bi to pomenilo 2 kave. Za nekoga, ko si ti, 4. Za nekoga, kot sem jaz, bi to pomenilo 330 mg za to najnižjo, je to že s kavami težko dobiti, se tukaj poseže po prehranskih dopolnilih. Daj pa je dober čas recimo za to vnašati? Zdaj tako recimo pol ure pred vadbo, pred telesno dejavnostjo. Je ta zdaj nek primeren tak čas. Tudi mogoče kakšne druge oblike je mogoče celo prej, dejansko takoj pred obliko, mislim, da sem glih pred dnevi, da so bili neki čigumi, ki so boljši izkoristljivi in jih lahko dejansko je učinkovitost skoraj da ne takojšnja. Ampak to so malenkosti, načeloma tiste kapsule pol ure prej. Pol imamo pa zdaj tukaj betalanin, nitrate pa sodo bikarbona, kateri so v teh nekako
tako da rečemo od minute oziroma nekako 2 minut do 10 minut takih aktivnostih uporabni, ne, za nekako tak srednje aktivnosti, srednje dolge aktivnosti. Tukaj pride tudi zraven nogomet oziroma vsi ekipni športi, kateri so ponovljivi, neke tako visoko intenzivne dejavnosti, imajo tudi dokazano učinkovite, recimo nitrati, da izboljšajo performance oziroma zmogljivost na takšnem testu, na ponovljivem testu pač nekih šprintov. Pol kot zadnjo se pa potem pojavlja še kreatin, kater je pa v bistvu en tak zmagovalec med prehranskimi dopolnili pri športih moči. Res zelo raziskano prehransko dopolnilo, ki definitivno ima pozitivne učinke pri športnih moči. Ko smo že glih tukaj pri teh dopolnilih, doskrat slišim tudi od kakšnih trenerjev, da se mlajši tekmovalci ali pa mlajši tekmovalci ne bi smeli posluževati dodatkov, kot so recimo whey, beljakovine. Okay. Kakšno je mnenje znanosti ali pa dokazov na tem področju, torej, da naj bi škodovali organizmu, jetram? Ne, kar se tega tiče, niso whey, kot si omenil, oziroma sirotkine. Beljakovine so beljakovine, ki so dejansko prisotne v navadnem mleku, s tem, da je zgolj to skoncentriran vir teh beljakovin. Moramo vedeti, da v mleku je to čisto normalno prisotno. Zdaj pa tisto, kar je pa tista ena druga zadeva, je pa ta nevarnost, da znamo hitro preseči tisto varno območje, oziroma nekako pri beljakovinah ni to sploh določeno, ampak še vsem ne moramo otroku dati celo merca. Aha, zakaj ne? Zato, ker dejansko že ena merca je bolj kot ne takšno dozirane beljakovin, kot je on rabil celotno dnevu. Tako da tukaj je treba potem dati, ne vem, recimo tretjino merca ali pa četrtino. Ta presežek lahko je škodljiv? Načeloma ni tiste zgornje meje, ampak če si iz tazga enega vidika, potem bo potreboval manj, oziroma bo manj zaužil drugih hranil, ne? In bo s tem izločil druga živila iz prehrane. Beljakovine v prahu oziroma sirotkine beljakovine same po sebi niso noben problem. Tudi uživanje prehranskih dopolnil tovrstnih ni problematično, kakor se ljudje določeni še danes bojijo za delovanje ledvic. Če je oseba zdrava... Se pravi, tudi druga, ki smo jih prej našteli, niso problematična za mlajše. Ne, ampak tukaj moramo spet biti pozorni mlajšim športnikom dati prehranska dopolnila. Mislim, da je tukaj veliko bolj pomembno usmerjati fokus v zdravo prehrano. Mi moramo mlade športnike naučiti najprej prav zdravo se prehranjevati. Ker mi tukaj zdaj že, če nekomu v mladih letih krpaš njegovo slabo prehrano s prehranskimi dopolnili, kaj bo šele potem, ko se bo on razvil vrhunskega športnika. Ker tudi prehranska dopolnila bodo dosegla svoj namen, ko bo prehrana že nekako optimizirana. In tukaj je to zlorabljanje prehranskih dopolnil. Se pravi, ne da se nekaj paziti na prehrano, pa bo malo več whey-a pojedel, malo več. Tako da spet celotno prehrano gledati. Ja. Jaz ti bom še malo izkoristil, Žan, ki mi izgledaš tak tekač. Še par vprašanj, kar se tiče teka. Ena taka pogosta zadeva je tudi velikrat, če delam veliko teku, je koliko se prav recimo med neko dlje trajajočo tekaško aktivnostjo, koliko ne bi vmes jedel, pil, imaš priporočila različna, vem, da če se ne motim, je tudi tim prvo spredaval ravno v hidraciji, še zmer se velikrat pojavlja to, vsakih 15 minut zaužite 2 deci tekočine in podobno. Tudi na maratonih so postaje, včasih na 2,5 kilometra, kjer lahko stalno se nacejaš. Kako je kaj s tem mogoče, čisto še nasvet za tekače z tega vidika? Čisto iz vidika hidracije. Hidracija je eno tako res zelo pereče področje športni klinični prehrani, ampak da ga probam, kar se ga da čim bolj posplošiti, bi bilo nekako tako. Zdaj, prekomerno pitje zna vodo do smrti, oziroma hiponatriemijo. Zlasti vode, če se ne motim. Ja, čisto iz vidika tega je nevarno, recimo sploh na Ljubljanskem maratonu, se nacejati. Temperature so dokaj nizke, potenje ni tako veliko
lahko dokaj hitro pride do zdaj hiponatriemije, ne? Oziroma do posledično tudi mogoče smrti zaradi tega. Tako da je primerno, recimo na Ljubljanskem maratonu se držati tega enega priporočila piti po občutku želje, ne? Recimo čez eno tako maratonsko razdaljo. Ampak treba je povedati, da se je tudi treba ne samo orientirati na ta čas te telesne dejavnosti, tudi prej je treba biti, ne? Seveda dobro hidriran. Tukaj imajo že ljudje, niso dovolj navajeni, ne? Kar je drug problem pri hidraciji, je tudi to čisto odvisno od pogoja, ne? Odvisno od potenja, ne? Recimo če pogledamo nek Ironman na Havajih in podobno, tam se dejansko z zaužitjem tekočin oziroma se zraven ogljikovih hidratov in soli dejansko proba zgolj omejiti ta negativni vpliv dehidracije, ne? Včasih vem, da se je to odgovoril, da, če se ne motim, je nek mit bil, da je že 2% dehidracija negativno vpliva. Ja, tisto so bile določene študije, katere so to dokazali, ampak so bile čistko iz metodološkega vidika so bilo zelo slabe narejeno. No? Je bil tako v bistvu še vročinski šok, ker so jih dejansko prvo dali v savno, pa so jih potem testirali naprej, da so jih dosegali 2% dehidracijo, tako da... Niso bili življenjski pogoji. Ja, je to čisto nekako drugo. So druge študije potem za bolj primerno metodologijo dokazale, da temu ni tako. Tako da iz tega vidika je zelo težko neko priporočilo, kot si ti rekel, ne vem, 200 ml na vsakih 20 minut. Ja, v nekaterem pogoju je to primerno, v drugem pogoju mogoče ne, oziroma je to premalo, mogoče celo za nekaj drugih pogojev. Torej, dosti, da se držimo že občutka. Tako, ja. Pa da imamo... En nekrat pozabijo na to. Zdaj, to, kar se tiče tega občutka že, se zna sploh pri starejših zna to dogajati. Ampak v večini to ni primer. Če pa vidimo, da je to naš primer, potem se je pa treba narediti plan hidracije. To pomeni, kar zdaj to pomeni, je to, da se dejansko v istih pogojih, v katerem bo tekmovanje, se pogleda prej, kakšno bo vreme, kakšno bo vlažnost in podobno, se naredi kopalniški test, kaj to pomeni, da dejansko se stehtaš pred telesno dejavnostjo, potem tisto, koliko si med telesno dejavnostjo spil, si odmeraš, Če greš tudi na urinirati, si moraš tudi tisto izmeriti, kar upaš, da ni to tako vmes. In potem se stehtaš tudi na koncu telesne dejavnosti in ugotoviš, kakšen je dejansko primanjkljaj tekočin in se potem ravnaš po temu, ne? Da si ne narediš tak hidracijski načrt, da zaužiješ dovolj tekočine tekom telesne dejavnosti. Kako je pa kaj z vnosom recimo ogljikovih hidratov in tega, ne vem, ker jaz poznam primere, ko recimo, ne vem, med krajšimi teki, ali pa recimo maraton, se to nekih krajši tek. Recimo 10 ne rabiš nič, do 1 ure ne rabiš nič. Ampak maraton pa recimo pa že za večino rekreativcev traja maraton nekje 3 do 5 ur, ne? In to pa pomeni, da pa že nekaj moraš imeti, ker poznam primere, ko recimo reče, ja, jaz gelov ne maram in potem pojem med maratonom 2 polovičke banane, recimo, ne. Verjetno je že malo lahko problematično, ne. To zdaj čisto iz vidika teh priporočil je tako, da nekako od 60 do 90 gramov ogljikovih hidratov na uro najboljše, da je razmerje med glukozo in fruktozo 2:1, 2 enoti glukoze, 1 enota fruktoze. Zdaj, če čisto tako nekako damo čim bolj laično, kaj to pomeni, ne? Zdaj, iz vidika dve banani, oziroma 1 banana, 2 polovičke banane, to je nekako 20 gramov ogljikovih hidratov v celem maratonu. To za nekoga, recimo, da zdaj pogledal za 80 kg tekača, pa da teče 3 ure, bi to pomenilo 80 kg krat 60 je to 420, ne? 480. Ja. 480 gramov ogljikovih hidratov, ki si jih razporedimo umestno čez celotno to obdobje. Se pravi, če se ne motim, je to ponovati nekje 2 do 3 gele na uro, pa še nekaj izotoničnih napitkov. Tako je. To je že kar zvesa, ne? Tako, zdaj odvisno, kakšni so zdaj te, kakšni so geli, ampak ja,
to recimo, da je 20 gramski gel, Ja, vratno je kitajska približno. 20-30, to pridemo čist 2 do 3 skozi. Ja. Je pa tudi pač verjetno pomembno, da oseba, če se loti, gre na maraton in da prej nikoli ne probal gela in se reče, da bom pojest na maratonu probal gel. Verjetno ne bo najboljša ideja. Mogoče še kakšno tako, par takih zanimivih vprašanj, mislim, doskrat tudi slišam pri ljudeh, recimo, če nam lahko razložite, nekaj let nazaj je bilo zelo popularno tale bioresonanca in pa kandida, torej proučevanje, torej koliko imamo te bakterije kandide v našem telesu, če mogoče lahko iz tega malo povesta, koliko je to dejansko prisotno, koliko je to dejansko problem, kako to znanost dejansko odkriva, kako to zdravimo. Dajmo se tukaj čisto orientirati. Mi imamo v klinični praksi zelo dobro testiranje za kandido. Tako da bioresonanca sploh ni validirana neka metoda, katera je bila zdaj zlati standard za kandido. Mogoče pokaže, da je to prav, ampak dajmo se tukaj prepričati z metodo, katera je tukaj na razpolago in je primerna temu. Ne? To so testi na... mislim, da pač iz vidika črevesja se vzamejo določene brisi, kakšne biopsije, se preveri tale črevesna flora in ponavadi, kaj zdaj tista kandida nekaj prisotna. Kandida je že naravno prisotna v črevesju, ampak takrat, kaj se reče podivjana, je že dejansko zelo, zelo slabo. In kakšna je njena funkcija sicer v črevesju? V črevesju nima meni to pozna, nima neke primarne funkcije tam zraven, da bi bila kot ostale bakterije, da bi skrbele za imunski sistem oziroma za proizvodnjo določenih kratkoverižnih maščobnih kislin oziroma karkoli. Nima za neke take primarne funkcije, mogoče se motam. Ampak tisto, kar je zdaj najbolj taka dieta, katera je primerna pri tem, je, da se umaknejo sladkori, pa da se zniža vnos predelanih živil oziroma zniža vnos ogljikovih hidratov. To je zdaj tisto, kar je primerno tukaj, ampak v večini primerov sploh ljudje nimajo probleme s kandido, ampak je vzrok nekje druge. Ne? In potem recimo, ko se spremeni prehrana, ko se izloči določena predelana živila, ko recimo ne jemo več toliko sladkarine, ne zahajamo tolikokrat v restauracije ali pa restauracije s hitro prehrano, ne? Se potem tudi to izboljša. Ne? Sama bioresonanca pa saj več ni znanstveno utemeljena oziroma znanstveno dokazana metoda odkrivanja česarkoli. Še vedno pač ljudje se odločajo, zato ljudje verjamejo v to. Ne? In ko se pazi tudi placebo učinek še vedno pač je dokazan, da deluje. Ne? Tako da tukaj, kar mi ne dan bomo rekli osebam ne upravljati teh testiranj, mi še imamo vedno, se zanašamo, če oseba že upravi bioresonanco, naj si še, kako je Žan rekel, vseeno izbere eno izmed preverjenih, validiranih metod zdravljenja. Eno vprašanje bo zdaj tudi vmes prišlo, se pravi, kako po vajnem mnenju, kaj čustveno stanje vpliva pri človeku na prehranjevanje, hidracijo, sta to bila kdaj, ki sta delala s kakšnimi strankami, kje so tiste glavne stvari, ki mogoče tle, ki vplivajo? Mislim, da ljudje smo čustvena bitja, ne? In tudi hrana v končni fazi je povezana s čustvi, ne? Mi se dobro počutimo, ko uživamo hrano. Zdaj, kar je problem, oziroma kaj se zna zgoditi, da se osebe, ki so ne vem kakih težkih življenjskih situacijah ali pa so samo malo več pod stresom, pogosto hitreje posegajo po energijsko bogatejših, ne vem, ponavadi so kakšne sladka živila, oziroma nekdo drug mogoče je bolj podvržen oziroma ima raje slana živila, ampak vedno gre za to tako kombinacijo živil, ki je ponavadi hranilno dosti revna, energijsko pa dosti bogata. No. Tako da... Ta povezava. Ja, pa tudi zdaj recimo stres v življenju oziroma določene življenjski dogodki, kateri znajo sprocesirati
stres oziroma neko težko življenjsko situacijo. Znajo tudi ne vplivati na poseganje po hrani. Zdaj to v določenih fazah, da se pač temu izloči, da se jih preje premalo, ali se pa hrano izrablja nekako zdaj za tisto nekako čustveno zadovoljivost, pač, da si to olajšamo vse skupaj. Tako da to je definitivno problematično, o tem lahko govorimo, zdaj, če so nekako prehranskih kakšnih motnjah, ali zdaj to iz vidika tudi čustva, kot so nekako slabša samopodoba in podobno. Srečujete tudi take primere, torej prehranske motnje, kot so anoreksija, bulimija in tako? Ja, to so motnje hranjenja. Ja, mislim, vsekakor se pojavljajo, oziroma so tudi take primere. Pa kakšne intervencije, recimo? Mislim, tukaj pri tovrstnih težavah je vedno psihološko zdravljenje prva stvar. In tukaj oseba, če ima kakršnekoli motnje hranjenja, tukaj, kakor pravim, pač prva stvar je obisk psihologa, psihiatra in pač zdravljenje tam. In tukaj je prehranska strategija v bistvu sekundarnega pomena. Prosta, mislim, podpora. Podpora, tako je. Tako pač tukaj se pač moramo zavedati tega. In tudi, tako da, in tukaj sam ti, tudi kot prehranski svetovalec oziroma strokovnjak za prehrano, karkoli, v bistvu moraš osebi videti podporo. Mora se tukaj bolj svet zaupanje, ker tudi moraš ti pridobiti zaupanje te osebe in potem počasi s časom pač gradiš v tej smeri povečevanja hrane, energijske odnose in tako naprej. Še ena stvar tle, včasih tudi slišam, kdo reče, jaz zaradi stresa ne morem shujšati, recimo, Verjetno, to si že prej nekako povedal, tukaj stres verjetno tako ne direktno, ampak posredno vpliva. Verjetno je še vedno tisto, se gleda čist nek energijski vnos, ni zdaj direktno kriv. Mislim, ali lahko to stres, ki vpliva na hormonsko ravnovesje in s tem tudi? Kako je s tem, če je tle kakršnakoli povezava ali je pač res samo direktno, mislim, posredna povezava, to, kar si prej omenil, kadar smo pod stresom bolj posegamo po nekih takih živilih, ki so energetsko bogate in posledično preveč vnesemo in pač enostavno ne moramo narediti nekaj. Ali dejansko tudi ljudje, ki so pod stresom pa zdravo, ne morejo shujšati, zato ker jih stres preprečuje toliko oblikovanje. Je tukaj resnice zadnje? Mislim, tukaj je pač telesno maso določa energijska bilanca. Ja, se to. To je 1x1, se pravi pač, koliko energije bomo mi zaužili, na drugi strani, koliko energije bo naše telo porabilo. Tako da, kar se tiče stresa kot takega, pa to ne vem, če je sploh možno v praksi, vendar v teoriji, ne vem, povišen kortizol, stresni hormoni, gre za zadrževanje vode, tako da to se lahko, ne vem, naprimer pokaže na tehnici, ampak tukaj ne gre v telesni masi oziroma maščobi. To je se sicer pač je opazno bolj pri bolnikih. To je že klinične situacije, ker se to opaža. Tukaj ni bolj povezano z nekim trenutnim stresom, ker ti, ne vem, avto ne užge. Ok, kaj bi potem mogoče dala kakšen tak nasvet, recimo, vse najbolj pogoste primere, ki verjetno se čujete, so dvoji primeri, torej ali nekdo želi shujšati, ali pa nekdo želi pridobiti maso. Tisti, ki so zadovoljni svojo težo, ponovadi ne pridejo do vas. Torej, kako se ponovadi vidva strokovno lota neke take stranke, kot so ta dva primera? V praksi mi vidimo, vsi se želijo izgubiti maščobno maso in hkrati pridobiti mišično maso. Torej, to je možno, ni možno? Pri začetnikih je možno, pri začetnikih, ki se lotevajo vadbe moči. Naprimer, pri njih je možno, da se istočasno pridobiva mišična masa ter izgublja maščobna masa. Hkrati se enako lahko zgodi v primerih, kadar je naprimer oseba bila športnik, ne vem, 10-20 let in potem, ne vem, pride služba, pride družina, se oseba pač malo zapusti in potem ponovno čez, ne vem, 20 nadaljnih let se spet odloči za vadbo in v takih primerih spet je možno to hitro dobiti nazaj. Tako, ja, vendar tako v grobi teoriji ni možno, oziroma če je možno, je izredno počasi lahko možno pridobivanje mišične mase in hkrati izgublja maščobne mase. Tako, če iščemo nek optimum,
pridobivanja mišične mase, se pravi, moramo biti v energijskem suficitu, se pravi, moramo zaužiti več maščobe, za deficit pa je sploh pač moraš biti v deficitu, če hočeš izgubiti. Torej, v bistvu, čisto konkretno, pri nekom, ki hoče izgubiti maso, vi najprej pogledate, kaj sploh on rad je, ne? Torej, verjetno ravno zato, da ne bo zdaj moral se siliti v neko dieto, ampak pogledate, kaj rad je in z tega sestavite nek program deficita. Mi moramo narediti, da je mu prehranjevalni načrt čim bolj domač. Ne? To pomeni, da se on ne počuti omejenega. To pomeni, da če recimo je neka ženska navajena zaužiti pa čokolado na dan, pač ti probaš, da ji omejiš to čokolado, ne pa da ji celotno vzameš. Ne? Ker vemo, da celotna čokolada, zdaj recimo 100 gramska milka, to znese nekaj 600 kilokalorij oziroma 550, ne? Recimo, če ostanemo pri eni tablici za malco, ok, vse v redu, lepo, da si ona poteši tisto željo po temu, ampak dajmo pa potlej to preostali del, da so polnovredna živila, da so pripravljena tako, oziroma da so to živila, katera jih ima ta oseba rada, da se nekako prehrani posveča pozorno. Zdaj, če kdo misli, da boš lahko zdaj normalno jedel naprej, tako kot si prej zavil v najbližjo restauracijo, pa si naročil popri, pa Dunajc to glih ne bo šlo, ne? Si bo treba dati neko pozornost. Neka omejitev mora biti. Ja, definitivno, ampak tukaj govorimo tukaj o slabih prehranjevalnih navadah. Ne? Zdaj recimo neka zdrava prehranjevalna oziroma navada bi pa bila, recimo, da si prineseš od doma, da imaš mogoče vrečko oreškov, mogoče v torbici sabo, če se recimo zgodi, da moraš podaljšati v službi. Recimo tako, da si pripraviš naprej. Ne? Dajte za konc sam še eno zadevo. Dajte malo mene prestrašati, zakaj recimo, ki nimam težav s težo, niti nimam recimo želje pri pridobivanju mišične mase, zakaj recimo ni pametno vsak dan pojesti za malce burek, iti malo prevečkrat na hitro prehrano, pa pojesti kakšno čokolado preveč. Kje so recimo tiste težave, ki se mi lahko pojavijo? Oziroma, če je sploh potrebno to spremenjati? Ker očitno se zrediti ne more, ne? Ja, pa verjetno to ni edina zadeva, ki je problematična treba, ne? Ne, zagotovo, ja. Mislim, mi vedno radi vprašamo na naši predavanju, kaj je sploh zdrava prehrana, ne? In tukaj je v bistvu možnih odgovorov več, je tudi več definicij. Kako mi na to gledamo, je pač zagotoviti telesu vse, kar telo potrebuje. Ne? Se pravi, od energijske podpore, se pravi dovolj hrane, količinsko, energijsko, potem pa imamo tukaj pač mikrohranila, ne? Vitamine, minerale, antioksidante, prehranske vlaknine in v bistvu to tvori eno zdravje kot celoto. Ne? In zdaj, če bomo mi posegali, če slučajno v primeru, da ti posegaš po hitri hrani, po čokoladah in podobnih živilih, energijsko se pravi, imaš dovolj visok nos, oziroma na drugi strani je tvoja poraba energije toliko večja, se pravi, da se ti na telesni masi v bistvu nič ne pozna, vendar na dolgi rok zagotovo ne delaš nič dobrega za svoje zdravje, z vidika neke zagotavljanja, se pravi, mineralov, vitaminov, antioksidantov, enega zdravja kot takega. Ne? Ja, tako da zdravje je neka celota, katero moraš nekako se okrožiti sam, oziroma za vsakega zdrava prehrana nekaj drugega. Ja, ni zdaj tudi to res, da če vsak dan poješ en burek na dan, ja, ok, tvoja energijska poraba je še zmer tako velika, da si ti lahko privoščaš en burek na dan, otečeš, ne vem, 10-20 km, kakor imaš pač trening, pa poješ še zraven določena živila, katera ti pa zagotavljajo ta vsa hranila. Plus mogoče, recimo predvidevam, oziroma da rečem, mogoče tvoja prehrana ni urejena, še zmeraj, če bi bila, bi mogoče tvoje telo še bolje funkcionira kot sicer, oziroma bi lahko bil iz vidika športnega vidika še bolj sposobno, ne? Se pravi, recimo ne bi odstopil zdaj na 100 milistov. Naprimer, to je žalmo to reči, ja. Lepo zapakiral. Ja, recimo, ne vem, kakšne sem imel sicer težave, ampak ja. Ampak, ko omenjamo recimo procesirano hrano, ne? Okay. Recimo ta burek, ne, zdaj, če ga kupi Luka v trgovini,
je to zdaj problematičen burek. Če ga pa naredi mama doma ali pa iz domačega sira ali pa ne vem karkoli iz kruha, iz teh sestavin, je to potem ni procesiran burek, ne, čeprav iste sestavine, isti burek? Ne, prvo načeloma moramo pogledati že, kakšna je prva sestavina oziroma osnovna sestavina, kot burek predvidevamo, da je mesni. Je pač že ta meso je procesirano meso. Recimo, če je sirov, ne bolj klasično sirov, ne? Zdaj, kar se tiče klasičnega sirovega bureka, razen prevelikega vnosa, zdaj kakor maščobe, v primerjavi s tistim, ki je v pekarni. Torej, načeloma manj problematičen kot mesni, ne? Ja, načeloma ja, sam tudi pri tistem v pekarni bi znal biti dosti, da bo tekla dol maščoba, ne? Je primernejši tist, ki ga naredi doma malo. Pa doma veš, kjer je sestavine daješ nota. Ja. Jabolčni je že skoraj zdrav, ker je v bistvu... Še jabolč. Ker ima še jabolč. Samo pa dodaš še simet noter. Prej si mi rekel, Žan, da si delal eni od naših, mislim, eni od svetovnih teh restauracij s prehitro prehrano. Ja. Pa si rekel, da to nikoli ne bi priporočal komu, da to je. Nekako s to prehrano se ne da zaužiti vsa makrohranila, pa mikrohranila, ki jih dnevno potrebuje. Največji problem je kle prehranska vlaknina. Če se recimo zdaj eno tipično restauracijo s hitro prehrano, tam ni glih velik neke zelenjave oziroma recimo tebi polnozrnatih oziroma polnovrednih živil z visokim vnosom vlaknine. Ne? Tako da iz tega vidika je to najbolj problematična kle vlaknina, tudi tista salata, ki je tam, malo kdo sploh je, oziroma... Ker zdaj, ker ponujajo vedno več tudi raznih takih zdravih obrokov, ne, v teh... Ja, oziroma jih predstavijo kot zdrave, ne. Ni vsaka zadeva, na kateri piše healthy, dejansko tudi zdrava, ne. To je ena zadeva, kar se pa stiče ostalih mikrohranil, bi bilo pa treba dejansko pogledati. Načeloma bi se mogoče celo dalo, ne? Da, normalno preživeti. Normalno prijeti, ja. Normalno prijeti čez. Ja. Niso zdaj, da bi oni kar vzeli določeno, zdaj recimo iz kruha, da bi kar vzeli določena mikrohranila. Ker je veliko mitov drugače v tem področju, da ne bi noter dajali ne vem kakšne vse snovi, ki sploh niso hrana, ne? Ampak koliko kaj poznaš, to verjetno ni sporno. To je definitivno mit. Tukaj je zelo dobra kontrola. Ja, tudi recimo je res kontrola v takih restauracijah, v teh svetovnih verigah je res na najvišjem nivoju, predvsem v prvi vrsti, kar se tiče mikrobiološka, pomeni, da se oni ne morejo prevošiti, da si bo nekdo tam zastrupil, kakor se lahko v enem kiosu, ker to recimo ni tako dobro urejen. Tako da iz prvega vidika ta, plus vse je recimo temu optimizirano. Ne. Pomeni, da je vse narejeno tako, kar mora biti, tudi recimo kakšni veliki proizvajalci mesnin slovenski delujejo za te verige. Ne. Tako da ja. Okay. Pa gremo zdaj v nekaj. Ne, to ne. To definitivno ne. Ja, imaš še kakšno zadeva za konc? Verjetno, če še kakšno tako vprašanje, kam se lahko obrnejo na vas, na ne vem... Za vsa vprašanja o prehrani. Torej, kaj pa je to za en znak Apple? To je v bistvu tale povečevalno steklo oziroma lupa na jabolček, ker dejansko predstavlja, da pogledamo na prehrano oziroma na tem primer na jabolko skozi povečevalno steklo. Torej znanosti. Ja, tako. Da vidimo, kaj je dejansko noter. Kdo se spomni tega? Iskreno, to je dobro vprašanje. Par let ta logo, ki se je razvijal tudi, ne? Jaz mislim, da je bila se to spomnil. Bomo drugič. Ja. V bistvu najdete pa nas lahko na spletni strani www.spoznajprehrano.com, na socialnih omrežjih, Facebook, Instagram, tudi na YouTube channelu. In pa seveda nas lahko tudi kontaktirate,
kjerkoli smo veseli vsakega vprašanja. No, mi bomo pa tudi še kdaj, še večkrat naredili kakšen pogovor z vami. Ja? Fanta, hvala za vabilo.